Pozdravljeni spet na mojem kanalu, z vami sem Katarina Rina Benček. Ja. Danes sem se odločila, da bom naredila video 20 dejstev o meni. Čeprav nisem neka fenica takih videov, ampak sem rekla, ok, dejansko se res ne poznamo. In pa sem tako, kdo sploh sem jaz, kako bi se jaz zdaj predstavljala? Tako da ja, napisala sem si en tak seznamček. Pa ne vem, če boste zaradi tega seznama dobili boljši vpogled, kdo sem jaz, ampak ok, dajmo probat, no. Najprej to. Rojena sem v Beogradu, to ne ve dosti ljudi, tako da dejansko, ja, bila sem stara 1 leto, nekaj takega, ko smo prišli v Slovenijo, v Ljubljano in od takrat sem tukaj. Koliko časa je zdaj to? To je pa drugo dejstvo, ja. V bistvu, ko googlaš Katarina Benček, je pač tam najbolj pogosto iskanje starost, eno od bolj pogostih, no. Tako da ja, stara sem 31 let, 30 let sem že tukaj. Moj uradni naziv, ne, šola. Ne vem, če na šola raven definira, pa če je to sploh nekaj, s čemer bi se človek predstavljal, ampak ja, končala sem ekonomsko fakulteto univerzitetno tukaj v Ljubljani. Kaj zdaj trenutno delam? Ja, trenutno imam trgovino oziroma butik Urbani obešalnik v centru Ljubljane. To je nekaj, kar mi je kar pisam na kožo in ime Urbani obešalnik se je spomnila moja sestra. Tako da želela sem si, da bi bilo tako nekaj slovenskega in skozi sem govorila, jaz hočem, da je urbano in na koncu je nastal Urbani obešalnik. Tako da Maja, thanks za dela s tem imenom. Tako da ja, eno dejstvo je tudi, da imam sestro. Sva samo 16 mesecev narazen. Tukaj smo že pri moji najboljši prijateljici, Anji, s katero smo pa najboljše prijateljice že 27 let. Tako da jaz tudi ljudi, ki jih imam za svoje, jih imam za svoje in jih ne dam. Ja, če smo že glih pri temu, evo, eno tako mogoče zanimivo dejstvo o meni je, da sem pisala matematiko na maturi 98% in še danes ne vem, kam sta ta 2% šla. Bila sem pa na gimnaziji Poljane, no, tako da Poljane, zakon, sem kar en tak mali social butterfly, kar pomeni, da zelo hitro navezujem stike, zelo rada se družim, ampak v določenem obdobju je bilo tako, da če šla katera kolegica z mano ven, sem jo znala kar tako malo pustiti samo, ne. Sem nekoga srečala, sem se zagovorila in pa sem kar mogoče tu zamenjala klub celo, ne. In v enem momentu so bile tako vse kolegice, ne, če grem sama s tabo ven, jaz ne grem s tabo ven. Ti me bo spet pustila in bom sama ostala, ne, ker dejansko sem to delala. Ampak zdajle ne, s to leti in modrostjo sem to navado opustila, tako da zdaj grejo rajš z mano ven, ne, kakor prej mogoče. Moj prvi hišni ljubljenček je bil vodni polž. Jaz sem si ful želela nekega hišnega ljubljenčka in ker je moja mami tak clean freak, je bila skozi ne, to bojo dlake, to bo tisto, to bo tretji in pol. Sem bila tako, fak, jaz hočem nekaj imeti. In potem sem zvedela, da lahko gojiš polže. Tako da moj prvi polž je bil vodni polž po imenu Janezek. Ja, zdaj imam pa res da 3 pse in z vztrajnostjo se da pripeljati tudi clean freake do tega, da sprejmejo kosmatince v dom. Mogoče ena taka tudi zanimiva je, da vse filme preberem vnaprej. Sem kar tak filmofil, zelo veliko filmov pogledam, tudi ocenjujem jih na IMDb-ju zelo rada. Ampak če ne preberem vnaprej, sem živčna, sploh kakšne thrillerje zelo rada gledam in sem tako, fuck, kaj bo zdaj na koncu. Tako jaz vse lepo vnaprej preberem in potem vem, kaj se bo zgodilo in meni to čisto nič ne pokvari presenečenja, tako da ti negotovosti ne prenesem tudi tako in drugače v življenju. Tako da imam kar rada vse lepo vnaprej prebram. In če smo želi k prebranju, sem tudi že v prejšnjem videu povedala, da imam zelo rada knjige, tako da res rada berem in mogoče ena taka najljubša zbirka je zame Harry Potter. Takrat, ko je prišel ven, sem bila tako, ne, iz tega ne bom brala, ker valjda, kar dela večina, jaz ne bom, ne, to pa bog ne dej, ne, vedno sem bila en tak mali, rada sem kontrirala, no, in to še danes rada delam, včasih me to tudi po glavi udar, ampak ja, Harry Potter, tako rekord, mislim, da je bil nekih 280 strani v enem dnevu ali nekaj tazga, tako spat nisem mogla iti zaradi tega, ker me je zanimalo, kaj bo, ne, ker takrat pa celo nisem prebrala konca že, ja, ne, to nisem mogla, ker niso še vsi prišli ven, ne. Ok, da vidim, tle imam cel seznam, moram pogledati, kaj sem še kaj svalila. Aha, ja, ne jem mesa, to zdaj ne traja dolgo, upam, da sem tega držala, upam, ker mislim, da sem na pravi poti s tem, ne rečem, da je pa to pravilno, ne, zame je. Jem zaenkrat še ribe pa morsko hrano, kaj je tudi moja najljubša hrana, tako da temu bi se malo težko odpovedala. No, sem očala in sovražim očala. Dobila sem jih, ko sem bila stara 7 let, dioptrijo imam kar konkretno, tako
sploh v bistvu ne vem, zdaj 2 ali 3 na levem oču, nekaj tasga. In takrat sem bila stara 7 let, ko sem jih dobila in valjda, ne, priješ tam, ko mi dober v osnovno šolo in že ti v očala nataknejo, ne, ful dober sem si mislila. Potem sem še aparat za zobe dobila in sem bila tako, ja, top, a ne. Zdaj me bojo pa res ti fantki imeli radi, moji sošolci, ne. Ampak ok, pustimo podrobnosti, skratka, ta sovraštvo za očala traja še danes. In tudi sončno očala zato težko nosim, ampak se borim, no, ta zavid pa res tako dan gor nase, ker že res tako ne vidim več in sem že 3 ure na računalniku in sem tako, ok, zdaj pa rabam res očala. In včasih se mi zgodi, da zaradi tega tudi koga ne pozdravim, ker ga ne vidim, tako da ne, nisem fina, samo enostavno ne vidim dober, kaj čmo, ne, pač tako da pozdravite me, če me vidite, no, zdaj veste, zakaj je temu tako. Sem rekorder v izgubljanju stvari. Mislim, da tukaj pa res postavljam take rekorde, da si ne morete predstavljati, ampak hvala Bogu moram potrkati, vse vedno pride k meni nazaj, no, večina vsaj. Fotoaparato sem zgubila in dobila nazaj, torbic celih, z dokumenti, ma ni da ni. V glavnem, rekorder, dober je za mano hoditi, pa kaj pobrati sem pa tja, ne, se splača. Ena taka mogoče ne toliko zanimiva za moški spol, ampak ali pa no. Ne znam si brit nog, presežem. To je zame nekaj najhujšega. Skos nekaj svalim eno vasico, eno tako lepo vasico dlakica, ne. Tako da sem zdaj ugotovila, da je v bistvu boljš, če grem pač kar lepo v kozmetičarki, pa ona to lepo zrihta vse, ne. Tako da zdaj to prakticiram in sem super zadovoljna. Bila sem večkrat na naslovencah, ja. Sicer zdajle to v zadnje čase se ne dogaja več prav pogosto. Prvič, ko sem bila stara 21 let in to sem bila na naslovnici revije, ki je izhajala na ekonomski fakulteti, ne vem, ko sem imenovala ekonomist. Posadili so me na kateder in takrat je bil to cel wow, tako da smo rabili dovoljenje dekana, da je to rekel, da je ok, in pol je bilo ok, tako da sem bila pol na naslovnici. Bila sem pa pol še na Oni, ma ne vem, Novi parkrat, v glavnem. Enkrat je bilo najbolj smešno, ko sem očija klicala, sem neka, oči, dej, kup ono, ko sem gor na naslovnici in on je klical me in rekel, pa kje si ti tukaj, jaz te ne najdem, in on je šel dobesedno mimo moje face čez celo pač ono, ne, tako da tudi to vam bom tukaj pripela, da boste videla, ne, kako mene moj oči ne prepozna. Saj pa jaz sem res ful fotogenična, ne, tako mi pravi. Ja, no, da te pa lasten oči ne prepozna, pa res ni najbolj, kako ne rečem, laskajoče. Ja, jaz mislim, da je to kar to, no, da sem povedala vsaj nekih 19, še ne 20 dejstev, imam tukaj napisanih, ampak jaz rada kršem pravila, tako da možno, da jih je 19, kdo bi jih štel, mogoče ste jih vi, jaz jih sigurno ne bom. To je to z moje strani, če vam je všeč, polajkite, subscribite, to je to, živite še naprej in se gledamo. Čau!